Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. V ponedeljek 1. julija bo sosednja Republika Hrvaška postala 28. polnopravna članica Evropske unije. Nas pa seveda zanima, kaj se bo z njenim vstopom spremenilo za slovenske državljane. Za tiste, ki živijo ob meji, tukaj ob obmejnih območjih severovzhodne Slovenije poteka nekaj več kot tretjina celotne meje med Slovenijo in Hrvaško. Potem za tiste, ki imajo nepremičnine na Hrvaškem ali tam dopustujejo, in tudi letos bo za večino Slovencev, kot vemo, tistih, ki odhajajo na dopust v tujino, prav Hrvaška najpogostejša destinacija. Naša gosta sta Milita Močnik, vodja sektorja z mejne policije pri Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve, pozdravljeni, in gospod Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Seveda pozdravljena oba in seveda hvala, da ste se odzvala našemu vabilu. Gospod Močnik, kaj se bo, da povemo uvodoma, s 1. julijem za slovenske državljane spremenilo na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško? Torej, slovenski državljani, ki bodo prehajali mejo z Republiko Hrvaško v eno ali drugo stran, seveda morajo še vedno imeti pri sebi dokumente za prestop meje, to se pravi osebno izkaznico ali potni list, tako kot velja tudi za hrvaške državljane in tudi za vse državljane Evropske unije. Kar se bo spremenilo na 37 od 57 mejnih prehodov, ki jih delimo na tej skupni meji, je, da bodo na enem mestu opravljali mejno kontrolo z enim postankom. Mi v žargonu ji rečemo one-stop control, slovenski policisti in hrvaški policisti. To se pravi, da se bodo potnik, slovenski državljan, pri prestopu meje zaustavil za opravilo vseh mejnih kontrol samo enkrat. To je na kratko in tak na prvi pogled, ko pride človek na mejni prehod. Tako. Dobro. Gospod Šter, kaj se bo spremenilo, recimo morda uvodoma eno pojasnilo pri zaščiti, splošno rečete temu na Ministrstvu za zunanje zadeve, zaščita interesov slovenskih državljanov in pravnih oseb v Republiki Hrvaški? Torej, 1.7. pravzaprav na tisti formalni ravni ne predstavlja ene take meje, preokretnice ali pa ene dramatične spremembe, kar se tega tiče. Moram pa reči, da in pogosto sem to tudi javno ali pa v pogovorih s hrvaškimi in drugimi tujimi kolegi povedal, da Slovenija se res veseli tega dogodka in podpira približevanje Hrvaške in vstopanje v te države, v evropske inštitucije iz zelo sebičnih razlogov. Takih zelo sui generis razlogov. Več, ko je teh povezav, bolj, ko je Hrvaška vključena v, recimo temu, evropsko logiko, manj je možnosti, da se slovenskim državljanom tam dogajajo take nepredvidljive situacije. Hrvaška prilagaja pravni red, zdaj vstopa v Evropsko unijo kot članica, s tem pravzaprav realizira eno od temeljnih 4 svobod. To je prost pretok oseb, storitev, kapitala in oseb, blaga. In pri carinski kontroli, to je prost pretok blaga, smo že tam, kjer se ta kontrola ukinja. Gospa Močnikova je povedala, kako bo izgledal nadzor oseb, da še zmeraj ostaja. Ostaja seveda tudi konzularna zaščita, tisti, recimo, servis slovenskim državljanom v tujini, ki bo pa seveda vedno bolj soočen s predvidljivo situacijo glede hrvaške zakonodaje. Recimo, da se po vključitvi Hrvaške, po celokupni vključitvi Hrvaške v evropski pravni red, bo zelo težko še zgodilo, da bo kdo nenadoma ugotovil, da so mu prikolico ali pa vikend ali pa kakšno nepremičnino tam preprosto zasegli, uničili ali pa da se je not nekdo vselil. Zato, ker preprosto to po evropskih normativih ne gre. Oziroma, če se ti to zgodi, imaš cel mehanizem pravne in sodne zaščite, ki ti pač kot lastniku gre. Ne bo se pa seveda moglo zgoditi, da bi slovenski domnevni lastniki se sklicevali na kakšno upravičenja, ki ne temeljijo na zakonodaji. To se pravi, postajamo normalni
postajamo normalni kot sosedje, ravno kar bosta te dve državi vključeni tudi v vse tiste povezave, ki jih predstavlja tudi šengenski pravni red. In kot rečeno, Slovenija pozdravlja ta korak in misli, da je to pomemben napredek na poti k širitvi evropskega prostora varnosti in svobode. Na spletni strani, to moram tudi našim gledalcem povedati, Carinske uprave Republike Slovenije, lahko najdete informacije, kaj se bo s 1. julijem spremenilo pri prenosu blaga, plačilih različnih dajatev in drugem prometu čez mejo. Tukaj bomo z grafiko pokazali nekaj teh sprememb, vidite jih ravno kar na zaslonu. Torej, ne bo recimo prijave carinski kontroli, ne bo treba prijaviti gotovine, ne bo nadzora nad prenosom hišnih živali, rastlin in živil, ni vračila davka na dodano vrednost ob nakupih na Hrvaškem in seveda tudi za hrvaške državljane ob nakupih v Sloveniji. Prav tako zunanja meja Evropske unije z vso to kontrolo, ki smo jo do zdaj poznali, se seli v bistvu na meje z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno Goro. Predlagam, da pogledamo še drugi graf, ki govori o spremembah pri trošarinskih izdelkih. To je ponavadi nekaj, kar nas je v preteklosti zelo zanimalo, kaj smemo vse prenesti čez mejo takrat, ko potujemo v tujino. Vidimo tukaj količine v glavnem za cigarete, ne vem, tobak, žganje, pijače, vino, pivo, ampak to so recimo količine, ki jih je možno na nek način prenesti za osebno rabo, kot se temu reče. To je neka dimenzija in seveda ob ustreznih dokazilih ali pa prepričljivosti, da res gre za količine, ki so namenjene samo osebni rabi in ne kakšnemu prenosu, ne vem, za kakšno prodajo ali pa preprodajo ali pa karkoli podobnega. Zanima me, torej sprašujem oba sogovornika v studiu, kdo bo v bistvu izvajal nadzor nad upoštevanjem teh pravil? Zdaj, ko carine fizično ne bo več na mejni črti, na mejnih prehodih. Gospod Močnik. Ja, z kolegi iz carine smo imeli kar nekaj pripravljalnih sestankov to zadevno in moram reči, da v bistvu nadzora kot takšnega nad trošarinskim blagom seveda policija ne more opravljati. Smo se pa dogovorili, da bomo ob vsaki večji nepravilnosti oziroma kakršnekoli drugi obliki zlorabe prostega pretoka blaga, predvsem kar se tiče trošarinskega, kar je bilo ravno kar gledalcem tudi predstavljeno, v bistvu o tem obveščali carinsko upravo, pristojni carinski urad oziroma njihove mobilne ekipe, ki bodo na terenu in bodo seveda potem s kršitelji tudi primerno ustrezno postopali v skladu z carinskimi zakonodajo. Zdaj, v bistvu carinski nadzor se na nek način seli zdaj v notranjost države, skratka s temi mobilnimi carinskimi kontrolami bo možno v bistvu preveriti ali pa tudi preprečevati to vrstne zlorabe. Kakšna je recimo, ko govorimo generalno, tudi stališče v bistvu zunanje političnih interesov, pa tudi stališče dela policije, v bistvu, kakšna je bila do zdaj stopnja te takovane čezmejne kriminalitete na meji z Republiko Hrvaško? Kaj so tu bile najbolj značilne oblike? Morda da jaz začnem. Seveda zavedati se je treba, da je Republika Hrvaška na področju, ki je v bistvu, kar se tiče organizirane kriminalitete, precej intenzivno. To se pravi, zelo so prisotne organizirane kriminalne združbe, ki v bistvu se glede na smer, bom rekla, iz Evrope navzdol ali iz juga proti Evropski uniji ukvarjajo z zelo specifičnimi kaznivimi dejanji. To se pravi najprej seveda z tihotapljenjem od ljudi v eno stran, do droge v isto stran, potem v drugo stran pa seveda ukradene umetnine, ukradeni avtomobili, tudi recimo prekurzori za pripravo, oblikovanje prepovedanih drog. Seveda z skupno zakonodajo, z pristopi skupnimi inštitucijami na nivoju Evropske unije, kot jih je prej lepo opisal tudi gospod Šter, seveda se tudi Hrvaška, bom rekla, pridružuje skupnim naporom Evropske unije za razbijanje teh organiziranih kriminalnih združb in seveda tudi podlage za sodelovanje tako na bilateralni ravni, kot bom rekla na ravni širše skupnosti, seveda so poenotene in pričakovanja, bom rekla, Evropske unije, kako tudi slovenske policije za dobro sodelovanje z hrvaško policijo, z hrvaškimi varnostnimi organi pregona na splošno, je seveda zelo visoko in do sedaj nimamo nobenih signalov, da ne bi bilo tako dobro oziroma še boljše tudi vnaprej.
No, Povejte, gospod Šter. Morda torej, temu ni kaj pripomniti. Je pa ena značilnost oziroma ena zelo pomemben element pri organiziranem kriminalu, je seveda se treba zavedati, da ta ne pozna in ne prizna državnih meja. Deluje po zakonitostih velikih združb, nima problemov z denarjem, nima problema z izmenjavo informacij ali pa kakšnih osebnih podatkov, seveda takih omejitev, kot jih imajo državni organi, ne pozna. In zato je zelo pomembno poudariti, da sodelovanje na ravni policiji, na ravni pravosodnih organov, na ravni, če hočete, tudi teh političnih povezav, ki so potrebne za res dobro vsebinsko sodelovanje, ni zaslediti kakšnih ovir pri državah, ki so 20 let nazaj so si pravzaprav stale vsaka sebi med Slovenijo in marsikakšnim delom nekdanje skupne domovine, ni bilo niti diplomatskih odnosov. Hrvaška je bila v trdih sporih s kakšno od svojih sosed. Torej, ta nasprotja se zdaj pravzaprav na tem področju sodelovanja med operativnimi organi jih ni več zaslediti. Prvi sporazumi, ki so se podpisali na bilateralni ravni, so bili ravno sporazumi o policijskem sodelovanju ali pa o kazensko-pravnem sodelovanju. Torej, to je dober obet. To pomeni, da države podobno ali pa enako sodijo o teh nevarnostih za svoje državljane in se znajo zoperstaviti tokovom, ki gredo seveda preko celega prostora. In če je to sodelovanje ta pravo, potem je seveda velika prepreka tej zločinski dejavnosti. Ne, veste, ko govorimo o teh zadevah, vprašanje je tudi migracij. Deloma vemo, da obstajajo nekatere omejitve povezane z poslovanjem, ampak recimo migracije čez slovensko ozemlje, če vzamemo samo to smer madžarske meje, recimo pa italijansko, slovenske meje, je zelo intenzivno. Po našem avtocestnem križu, vemo, se prevažajo, ne vem, kombi, osebna vozila, ne vem, Moldavija, Ukrajina, Romunija. Skratka, veliko je predpostavk in ljudje si včasih zamišljamo, da v bistvu gre tudi v tem primeru tudi za veliko trgovine z belim blagom, torej tudi z ljudmi, ne samo, ne vem, bom rekel, policija je ravno te dni v Prekmurju razkrinkala tudi eno združbo, bom rekel, ki se je ukvarjala z organizirano prostitucijo oziroma siljenjem romunskih državljank v prostitucijo. Skratka, koliko je te pojavnosti, koliko je pa ekonomske migracije zdaj v teh migracijskih tokovih, potem, ko sta recimo tudi Bolgarija in Romunija vstopili v Evropsko unijo, zdaj prihaja vanjo tudi Hrvaška? Ja, torej, gospa Melita me bo seveda dopolnila, ampak tukaj je vedno treba gledati nekako eno pametno kombinacijo tistega, kar pomeni meja kot zapora, kot prak, ki je lahko višji, ki je lahko ostrejši, in med tistim, kar pomeni mednarodno sodelovanje v pomenu, da je treba omogočati stike, da je treba s tem, ko omogočamo stike, preprečevati nastajanje predsodkov, ker predsodki vodijo v težave. To kakorkoli že gledamo. In seveda policija je tukaj vedno na rezilu noža. Če slovenska policija lahko zapre meje, ampak seveda to ni kogaršnjem interesu. In zato je zelo pomembno, da se teh pojavov, omenili ste trgovino z ljudmi, je tudi seveda so druge oblike organiziranega kriminala, z teh prostorov lahko izvira, lahko so pa vse te države, ki jih naštevamo, vključno s Hrvaško, tranzitne. Recimo imamo zdaj velik problem migracij, prisilnih ali pa teh prisiljenih migracij, ni nujno, da so ilegalne. Tudi za Slovenijo se misli, da je bolj tranzitna država v tem smislu. Torej, iz predelov sveta, kamor ne sodi nobena od teh držav. In tukaj je pomembno, da se tega lotevamo načrtno, da se ta boj zoper to ne sprevrže v predsodek, v sovraštvo do vsega, kar prihaja. Ena ocena iz let, recimo 15 ali pa mogoče še več kot 20 let nazaj, je, da je šlo čez slovenske meje takrat letno 200 milijonov ljudi. 200 milijonov oseb je prečkalo takratno slovensko mejo. Samo zamišljamo si lahko, da je ta številka danes verjetno še večja.
No, vidimo tukaj eno značilno tako kolono na mejnem prehodu na slovensko-hrvaški meji. Mislim, da je Gruško v tem primeru na posnetkih. Ampak ne glede na to, gospod Močnik, kaj se bo dogajalo s temi kolonami? Ali bodo recimo v poletnem času, v sezonah, ob praznikih še vedno take kolone, kot jih vidimo tukaj? Kot sem že prej omenila, seveda pričakujemo, da bo ta tako imenovan one-stop control ali mejna kontrola z enim zaustavljanjem vendarle zmanjšala te kolone. Ne bi si pa upala obljubljati vašim gledalcem in občanom, da pač čakanja ne bo. Kot povečano čakalno dobo na določenem mejnem prehodu policija šteje vsakršno čakanje večje kot 20 minut. Že zdaj med prazniki smo šli v bistvu, bom rekla, po domače povedano, zelo dobro skozi. To se pravi, da je bilo tega na posameznih mejnih prehodih najbolj obremenjenih seveda malo več, vse ostalo pa je bilo v nekih razumnih časovnih intervalih. Tako da še enkrat, predhodno ustavljanje na 4 mestih in zdaj enkratno ustavljanje, seveda verjamemo, da bo ta rep kolone seveda vedno krajši, ne moramo pa žal in ne bi želela, bom rekla, zavajati javnost, da pa tega čakanja občasno, ko bojo te špice sezone, ne bo. Ampak recimo, ko govorimo o meji, omenil sem uvodoma seveda prebivalce, ki živijo ob meji. Za njih je zelo pomembno, da zdaj, ko se bo meja sprostila, da bo njihova varnost ostala na nek način enaka. Poznamo, ta primer enega nepojasnjenega umora tam z Rogaške Slatine izpred skoraj desetletja in več. Torej, ali pričakujemo, da se bo recimo, varnostna situacija na mejah poslabšala? Namenoma izzivam s predsodkom, gospod Šter, ampak preprosto kot dilemo za ljudi, ki živijo ob meji, ki seveda želijo, da je njihova lastnina zaščitena, da ne bodo imeli problemov. Povejte. Jaz bi zdaj seveda poudarila, da je še vedno, tako kot ste predhodno povedal, seli se tako imenovana zunanja meja Evropske unije. Zunanja šengenska meja še vedno ostaja, bom rekla, odgovornost Republike Slovenije, kar pomeni, da sedaj v tej fazi ali pa pred naslednjim korakom Republike Hrvaške, pred ukinitvijo, bom rekla, sistematičnega mejnega nadzora, bo slovenska policija seveda absolutno sistematično nadzorovala zunanjo mejo z Republiko Hrvaško v taki meri in na take načine, kot do sedaj, in seveda skušala, bom rekla, zagotavljati nek nivo varnosti, predvsem ob meji, pa tudi seveda vse posod in istočasno tudi nek varnost šengenskega prostora še naprej. Kakšen je obseg dvolastništva ob slovensko-hrvaški meji? Torej recimo tega, da pač bodisi hrvaški, bodisi slovenski državljani imajo, bom rekel, premoženje tudi na drugi strani meje. To je kar, jaz bi rekel, da je to zelo pomembno vprašanje, zato ker, če se navežem na prejšnje vprašanje varnosti, varna je tista meja, ob kateri živijo zadovoljni ljudje. Tam, kjer imamo diskrepanco, bodisi zaradi kupne moči ali pa zaradi različnih političnih režimov, tista meja lahko da je zaščitena, ni pa varna. Torej, tam je treba zelo veliko intenzivnosti v ta nadzor. To ni glih naš ideal. Jaz mislim, da je velik odgovor temu dal ta sporazum o obmejnem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, ki je na svoj način pravzaprav spodbudil vse države, ki čuvajo zunanjo mejo Evropske unije, da je iz tega nastal en sistem malo obmejnih sporazumov, ki zdaj recimo povezujejo do takrat nepovezljivo. Hrvaško in Belorusijo recimo. Rusko vprašanje Kaliningrada se je rešilo nekako v tem okviru. In na vaše vprašanje, kaj se bo zgodilo glede varnostnega vprašanja, sej pravzaprav tudi Slovenija je šlo skozi obdobje, skozi katerega gre zdaj sosedna Hrvaška. Tudi mi smo bili člani Evropske unije, pa še ne vključeni v Schengen. Takrat smo podobna vprašanja ali pa podobne dileme sprožali v vsaj 2 sosednjih državah. Spraševali so se, kaj bo, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da prav ta prihodna obdobja, ki so si jih države nekako izbrale ali pa ki jih države nalagajo tistim novim kandidatkam, so namenjene temu, da se ta nerealna pričakovanja nekako pomirijo in da ljudje začnejo razumeti, da je opuščanje mejnega nadzora priložnost za tiste, ki znajo to izkoristiti v poslovnem, v osebnem, v tem recimo življenjskih ambicijah
je to lahko velika vzpodbuda. Jaz upam, da bo tako razumljeno tudi na slovenski in na hrvaški strani. Ne, jaz sem mislil, ko govorimo recimo o dvolastnikih, tudi o tem, da si, ne vem, ljudje katastrska vprašanja, lastniška vprašanja, ne vem, prometa z nepremičninami in tako naprej lažje urejajo zdaj, ko pravzaprav te meje v formalnem pomenu besede ne bo več. No, meja seveda še ostaja. Meja ostaja in ta recimo upravna in zemljiško-knjižna meja nikoli ne bo nehala biti pomembna. To je pač razmejitev. Državi bosta še vedno mejili ena na drugo. Tudi recimo vašim gledalcem je poznan primer tiste famozne Vinske ceste, ki je leta in leta po razrešitvi tega formalnega mejnega vprašanja med Slovenijo in Avstrijo burkala gostilniške in druge duhove. Nekako se je to moralo razrešiti. In jaz upam, da takih nerealnih pričakovanj niti z ene, niti z druge strani ne bomo zdaj v preveliki meri vzbudili s tem, kaj se bo zgodilo. 1.7. je pomemben datum, zelo pomembne mejniki in koraki nas še čakajo v prihodnje in realno se moramo na to pripravljati. Kak je recimo, zdaj ko smo videli te avtomobile na mejnih prehodih, me je zanimalo veljavnost avtomobilskih in drugih zavarovanj. Ali se tukaj spremeni recimo zdaj? Mislim, da popolnoma nič. To je dogovor med zelene karte veljajo, vse ostale. Nacionalna zavarovalna združenja imajo med sabo te stvari s sporazumom urejene in ta sporazum je eden od silno pomembnih za državo, ki sprejme toliko slovenskih turistov, kot je recimo Hrvaška. No, vidimo tukaj zdaj na grafiki tudi nekaj v bistvu pomembnih recimo sprememb ali pa na nek način sprememb, ki se zadevajo uvoz in izvoz vozil recimo iz in v Republiko Hrvaško, torej ni dajatev na vožnjo z vozili s hrvaškimi registrskimi tablicami, torej na območju Republike Slovenije, tistimi, ki so seveda namenjena osebni rabi. Potem za vozilo kupljeno na Hrvaškem bo potrebno po novem plačati, tako kot pri nas, v bistvu davek na dodano vrednost, davek na motorno vozilo, okoljsko dajatev, za rabljeno vozilo davek na motorna vozila in okoljsko dajatev. Potem prikolice in plovila, to je pomembno za številne slovenske lastnike, bodo morale imeti carinski status Evropske unije in te postopke začasnega uvoza, ki zdaj veljajo, bo za avtomobile in prikolice potrebno zaključiti v 6 mesecih, za plovila v 18 mesecih. Ali se tu v bistvu veliko spremeni za naše državljane? Jaz mislim, da se spremeni zlasti v tem, da Hrvaška prevzema režim in formalno pravne statuse, ki so doslej veljali tudi v državah Evropske unije. Zdaj bom spet povedal eno tako zoprno podrobnost. Včasih pričakujemo, da sosednja država ali pa kakšna druga država bo ves čas negovala kakšne take posebne ugodnosti ali pa izjeme, ki so jih bili mogoče ljudje deležni v kakšnem minulem obdobju. Včasih si mislimo, kaj vendar jim je treba šteti ljudi na barki, ali pa na kakšni jahtici ali pa čovnu, ki pač vozi po njihovih vodah. Ja, verjetno je ta omejitev je moteča za tiste, ki jo doslej niso bili deležni, ampak če je zakonita in če se izvaja za vse, potem to ni več stvar konzularne zaščite ali pa meddržavnega posredovanja, ampak stvar izvajanja pravnega reda, ki ga država predpiše. In discipline državljana v končni fazi tudi. V tem je pogosto moč postaviti vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi pri nas po Blejskem ali pa Bohinjskem jezeru se kdo odločil, da bo malo vozil sem ter tja. Verjetno bi ga prišli vprašati, ali dela to za denar, pa ali ni mogoče to njegova pridobitna dejavnost, ali pa bi ga še kaj drugega vprašali, kar bi pač vprašali tistega, ki je to delal ne glede na državljanstvo in zastavo plovila. Rekli ste in omenili ste prej, da ostaja tako ena šengenska ureditev. Kaj to dejansko pomeni ob tej sprostitvi in pravzaprav odpravi slovensko-hrvaške meje v tem prejšnjem pomenu besede, gospod Močnik? Ja,
dvakrat smo že nekako poskušali vseeno umiliti pričakovanja, pa bom vendarle še enkrat zelo, bom rekla, na grobo povedala, da šengenski režim ostaja takšen, kot je. To se pravi, in nadzor in upravljanje mejne kontrole strani slovenske policije bosta še nadalje v skladu s šengenskim standardom. To je obveznost Republike Slovenije. Jaz bi rada poudarila, da bo tudi letos v oktobru ravno ta naša kopenska meja ponovno predmet šengenske evalvacije. To se pravi, da vse tisto, kar bomo delali seveda skupaj s hrvaškimi policisti, s hrvaškimi kolegi na mejnih prehodih, bo absolutno moralo biti, bom rekla, v skladu s šengenskimi standardi. Tako da bi še enkrat poudarila, ker vem, da se pojavljajo precej zmotnih, bom rekla, pričakovanj ali pa velikih pričakovanj, da bo meja padla. Meja še ne bo padla, če smem temu žargonsko tako reči, ampak bo še do vstopa Republike Hrvaške v šengenski prostor, kar bo verjetno njihov naslednji korak, oziroma je neki logični korak, kar je bilo danes že tudi povedano, ostala takšna, kot je. Kakšne bodo recimo spremembe pri, ne vem, rodbinskem pravu, pri dediščinah? Vemo, da imamo pri nas tudi, bom rekel, precej hrvaških, ljudi hrvaške nacionalnosti, slovenskih državljanov, seveda ljudi, ki so v sorodstvenih povezavah in tako naprej. Kaj se tu spremeni? Mislim, da se na tem področju ne spremeni pravzaprav nič. Med državami velja tudi glede lastništva nad nepremičninami formalna vzajemnost, kar pomeni, da je možno, da hrvaški državljan lahko dobi v last tisto zemljišče, ki je tukaj na prodaj. In za slovenskega na oni strani tudi tako velja. Glede dedovanja ali pa teh statusno-pravnih sprememb, glede registrov, recimo upisovanja porok ali pa smrti, rojstev. Mislim, da je formalno to urejeno in da se ne spreminja. Je pa ena tudi podobna zmotna ideja, da se z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo opušča sistem delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje na tej osnovi. Tukaj si je Slovenija izbrala pravico, da določi dvoletno prehodno obdobje za področje zaposlovanja. Torej, za hrvaške državljane ti 2 leti vsaj ostaja sistem, kot je veljal doslej. Kot tuji državljani si morajo pridobiti delovno dovoljenje in na tej osnovi dovoljenje za prebivanje. Jaz si predstavljam, da to ne bo posebna omejitev, ker gre zlasti za tiste, ki si to urejajo na podlagi tega čezmejnega zaposlovanja in dnevne migracije v tovarnah in ustanovah, kjer to poteka pravzaprav že stoletja. Čisto na kratko, ker v bistvu še slabo minutko imamo do konca, ali se spremeni kaj pri recimo pokojninah, pri socialnem zdravstvenem zavarovanju? Do zdaj smo vedno za, ne vem, Hrvaško in te nekdanje Jugoslovanske republike potrebovali neko posebno drugačno zdravstveno zavarovanje, recimo, tudi če smo šli na počitnice. Na tej osnovi ne. Meni ni znano, da bi se tukaj kaj spremenilo, ostaja tako, kot je. Mislim, da je režim, ki velja, je kar ugoden. No. Dobro, hvala vam lepa seveda za te odgovore. Morda je še kakšno vprašanje, ki vam ga ljudje v teh dneh zastavljajo. Vi ste rekli, gospod Šter, da vam včasih tudi kakšno nenavadno vprašanje zastavljajo. No, take stvari, ki so pravzaprav notorno znane, če je treba imeti kakšen dokument, če zdaj lahko gredo na Hrvaško in tam ostanejo neomejeno dolgo, ali pa če zdaj že začeti postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje za hrvaškega uslužbenca, delavca, lahko kar prekinejo in če jim bo taksa povrnjena, zato ker zdaj tako ali tako ne bodo nič več potrebovali. Ni čisto tako, a ne? Spremeni se precej, kakšna bistvena stvar pa še ostane in seveda te formalnosti treba upoštevati. In red mora biti. Hvala vam lepa seveda za vse odgovore in za vsa pojasnila in za vse, kar ste nam povedali. Upamo, da bodo še vprašanja, ampak poskušali bomo odgovoriti tudi po 1. juliju nanj. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Če boste tudi po 1. juliju imeli kakšno vprašanje ali zanimivo izkušnjo, ali boste v dilemi, kako ravnati ob prehodu meje, pišite nam na naš naslov elektronske pošte
Sporočite nam vaše izkušnje in vprašanja, tako da bomo lažje poiskali odgovore in pojasnila. Če si vseh podrobnosti in številk, o katerih smo govorili, niste zapomnili, si posnetek naše oddaje lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Lep večer še naprej, čez teden dni bo v istem terminu, čez poletje vedno ob sredah. Kolega Dušan Tomažič, z vami bom ponovno v sredo 10. julija v pogovoru z mariborskim županom dr. Andrejem Fištravcem. Do takrat, nasvidenje.